Lep pozdrav! Predstavljam vam element, s pomočjo katerega želimo vplivati na gorivo. Govorimo o dizlu, o bencinu in o plinu. Projekt je bil zastavljen tako, da preizkusimo, kakšen vpliv imamo na klastre, skupke tistega, kar strukturira gorivo. Ugotovili smo, da lahko z tem postopkom, ko kombiniramo magnete in informacije, prestrukturiramo določeno strukturo v gorivu. Cilj je bil, da izboljšamo izgorevanje, s tem prispevamo k boljši ekologiji, v zgorevalnem prostoru je manj kondenza in zaradi večjega izkoristka dobi motor več moči, kar posledično lahko tudi pripišemo temu, da se je zmanjšala poraba goriva. Princip je podoben, kot če bi poskušali bombažno vato prižgati z vžigalico, se bi to hitro vnelo in hitro doseglo visoko temperaturo. Vkolikor bi pomešali zraven nekaj nečistoč, na primer zemljo, potem bi ta vata počasi gorela in ne bi izgorela do konca. Enako kakor v tem primeru imamo v različnih gorivih tudi nečistoče. In kadar so nečistoče pomešane s tistim deležem goriva, ki je zelo vnetljiv, potem to ovira gorenje. Pri tem imamo manjši izkoristek in slabšo ekologijo. Če pogledamo razvoj tega produkta, moramo povedati, da so v Ingolstadtu v Audi centru tudi testirali ta element in ugotovili so, da se je za 13 kilovatov povečala moč motorja tam, kjer so namestili ta element. Raziskave še potekajo, dobre prakse in odzivi uporabnikov pa nam govorijo o tem, da zagotovo se izboljša ekologija, kar lahko na tehničnih pregledih merijo pri izpustu, da je lepši tek motorja in da tisti, ki ne spremenijo režima vožnje, lahko beležijo tudi do 10% prihranke goriva. To je zelo dober preizkus, kako lahko z elementom, ki je plod slovenskega razvoja, vplivamo na procese, ki sem jih omenil. Zelo priporočam, kajti učinki se že po 3 menjavah goriva poznajo na vsakem vozilu.